Lepo pozdravljam še z moje strani. Zdaj tukaj govorite o zelo naprednih zadevah, kjer bi se sam mičkim vrnil nazaj na osnove, sicer na same podatke, sprav tisto če ni v deseti BIM v informacije. Mi smo razvijali plotno zvočno in programno izolacijskih materialov, se pravi enostavni material, ki ni vsake stavbe. Zdaj, če želimo imeti mi naše BIM modele res, kot recimo imamo virtualne kopije realnih objektov, da želimo imeti tudi vse te informacije o vseh gradnikih, ne samo geometrija, še tudi materialne informacije. In to je pač tisti naš prispevek proizvajalcev gradnih materialov, kot celotni BIM metodologiji projektiranja. Če začnem na kratko, mi tudi proizvajamo in tržimo produkte, ki se v zelo veliki in pogosto ne uporabljajo vseh konstrukcijah in stavbah, ki jih organizirajo, konkretno tudi v tej stavbi, kjer smo. Imamo stekleno, kameneno volno, vlakna za strojno prihodovanje, razne produkte iz kamenene volne, iz svojim nadresnih vlaken, ki se imenuje razne sistemske folije, likvidne zakove in pa tudi razvit sistem lahkih montažnih zelenih streh. In ravno knjižnice teh materialov bomo nadaljevali na kratko predstavljali. Zdaj, pri toplotnih izolacijah so seveda bistveni podatki, ki še BIM, toplotna prevodnost materiala, se pravi lambda faktor, nujen material, ki je treba pisati na vsako knjižnico gostota, lahko tudi še kritična toplota raznih stavba se seveda izvezna v vsak model, kako smo napačne rezultate razvit, če ob BIM-u seveda upravimo tudi kakšne naravne analize in dodatno vode. Podobno velja za kombinirane plošče televizijske kanale, kjer se samo oglašamo strokovne ali snedne oglašene tudi večinoma in nekaj primerov, kjer smo zgodaj tudi na naših fasadih trmne naprej po upravni stavbi. Potem isto velja za izolacije, ki so v suhem stanju, konkretno superfigurate namenjene strojnemu prihovanju, ampak se velja enake zakonitosti pri BIM modeliranju. Če omenim samo, kje so te vse izolacije pa knjižnice uporabne, dejansko v celotni zasnovi oziroma konstrukciji vsake stavbe. Od strehe, sten, delih sten, medetažnih konstrukcij do kritičnih izolacij. Če se kar direktno osredotočimo na naše knjižnice, na voljo so na naši spletni strani www.sim, šelnica in knjižnica, in sicer so razvite za arhitekti pa Revit modeli. Tukaj imamo več modelov, dejansko gre za knjižnice materialov, posebej za knjižnice sestavnih, pa še posebej za knjižnico urbanostnega sistema zelenih streh. Zdaj, ta knjižnica je že tudi integralni del slovenske predloge za arhitekt, ki je postavil celi predvideti dom, to je tudi že tam vse predvite. Če se zdaj najprej sotočimo na redni model, imamo tukaj v knjižnici naših materialov različne materiale, se pravi tiste, ki so bile prikazane v vodu, izolacije folije, ki imajo vsaka svoje tehnične lastnosti že pisane mopa, s slovenskimi opisi, s slovenskimi povezavami in zdravljami tehničnimi pravi. Generičnih materialov, ki so že vključeni v razne modelnike, si lahko prosto seveda razplašeni v osnovni da ne se da realni materiali, ki jih lahko drevite. Tole je primer za arhitekt, se pravi izredno podobno, imamo dobno aktivnost, gostota, specifična toplota in ostale materijale, so postavljene in življenje. Poleg samih materialov smo pripravili tudi že pred sestavljene konstrukcijske sklope. Pri pošenih strehih imamo 3 klasične tipe sestav, se pravi tipično pošeno streho, ki je na špirovci poveskana, z izolacijo nekaj podšpirovci in ustrezno ravnoparne zapore, seveda vse v skladu z gradbeno fiziko in primeri dobre prakse. Tukaj imamo za pomoč do levo zgoraj slike dejansko iz predloga, da se lažje predstavljate zapisi. Spodaj desno je
spodaj delo, da so 3 prikazi teh sestav, potem pa še razne terezi, za seveda pisi posamezni sloj. Vsak seveda sestav lahko prosto spreminjate, se pravi tako po materialih kot po zgodovinah in podobno se treba razlagati, če se večina sami strokovnjaki. Kar se tega tiče, potem imamo 3 klasične sestave ravnih streh, se pravi toplo zatisnjeno vrnjeno vodno streho, po istem principu, 3 sestave kompaktne fasade z 3 našimi različnimi izolacijskimi materiali, se pravi 2 različni vrsti toplo zatisnjenih ploščic spremenjene volne, ter fasadne lamele spremenjene volne, 2 tipa prezračevalnih fasad, tukaj je enkrat izolacija z varničko žikaširjenjem spremenjene volne, ki ne potrebujemo dodatne zaščitne folije, in pa še dodatni primer, ki je zaščitna folija, pa običajno ne govorijo plošče spremenjene volne. Dodatno smo v naši knjižnici vnesli tudi že 2D CAD detalje, oziroma mi se več težko že govorimo o CAD detaljih, 2D skice, ki so v Architect, če se nekaj izrazil formatu. Ni vam treba ločeno informašiti notam, ki lahko že v Architectu prosto spreminjate. Ter že pripravljen spisek količin, se pravi, seveda, kot sami greste sam preštejen za znak, kakšen se izklop so kateri materiali. Mislim, tudi mogoče samo poslušali na sklop in olajšati zadevo. Se pravi, se v vsakem se izklopu že naredeni sloji, kjer se potem avtomatsko izpišejo termine, podrobnosti in količine ter opisi teh slojev. Poleg naštetih imamo že omenjeno sistem žlahtnih zelenih streh. Gre za sistem, ki je v bistvu v celoti obliki prekrog. Imamo 4 sloje, najprej pride na osnovno konstrukcijo, lahko je to neka sika folija, bitumenska membrana, karkoli, protokolinska membrana, to potrebno, za zaščito hidroizolacije, potem pride drenažni sloj, tukaj imamo 2 različna tipa, 12,5 mm debel, pa 25 mm debel, in imate različne sposobnosti kapacitete za zadrževanje vode. Potem glavna inovacija tega sistema, Murnarski gridrol, jasna podlaga in odličen vodo zadrževalni sloj, narejen iz naravnih imunskih vlaken, ki ga trenutno izdelujemo za celotni svet izključno tukaj, v Škofji Loki in v tej tovarni. Glavna inovacijska prednost tega sloja je, da zadrži 25 litrov vode na kvadratni meter do približno 40 cm, se pravi, bistveno več kot razni zemeljskih, zemljinskih substrati, ki so dobili 10 cm več. Omenjen je pa tudi negolik material. Pa še sama vegetacija. Vegetacija pride od tega, ker odlitki pretok, podobno kot stravna luča, s tem da tudi trava, ampak so posebne rastline, sedemne, oziroma oblice po slovensko. Pri nas uspevajo recimo od morja ali pa v gorah, kjer so zelo ostre razmere, se pravi malo zadin, suša, dejansko rastemo na skalah v naravi in ravno to streho si lahko gledate tudi kasneje na koncu dolg tudi izgore, tudi bomo naredili pot po sami stavbi. Tukaj ne še omenim, da vse te knjižnice, ki si bomo zdaj ogledali, pa si jih predstavil, so bile tudi že uporabljene pri projektiranju tega objekta. Objekt je bil projektiran, arhitektura je bila sprojektirana v montažirnih pogledih in seveda vse izolacije, ki so bile tudi urejene, vključeno z sistemom zelene strehe na vrhu, so bile vključene tam materialnih točno s temi knjižnicami, tako da so res natančni podatki teh materialnih tudi v samem delu. Zdaj pa, če jaz kar stopil tam na računalnika, pa sam držim posmi, da zdaj to se dela, da se to razstopil. Pa bi vam kar predstavil že uživo, kako se te knjižnice pravi. A ne slište? A to ne glasuje? Ok. Tole je naša knjižnica v Archicadu, se pravi, to je teh nekaj sestavov že prej pripravljenih, razne kompaktne fasade, predstavljene fasade, ravne strehe, tla,
in pa počevne strehe. Tukaj imamo tudi 3D prikaz, kjer so že prave teksture izbrane, tako da recimo, če jih uporabljamo za kakšne hitre vizualizacije, je dejansko ni potreba, ki je dosti več delamo po našem. Potem so tele komponente, kupica del, na hitro detajli, potem so povedate stremino in mikrofno. Ves formate in pa sama knjižica Urban Scape sistema zelenih streh. Tukaj imamo 4 različne kombinacije tega sistema. Če pokažem še tukaj na primeru Revita. Če na primeru Revita, sprav tukaj so spet sestave fasad, različne fasade, počevne strehe, ravne strehe in pa tudi montaže konstrukcij. Recimo, če gremo na počevne strehe, tukaj vidimo različne sestave, se da to poslo spreminjate potem podrežine po tipih izolacij. In če gremo še na materiale, čas odziva. Se bo pokazal na prezentaciji, tako rečem. Zdaj sem vam najprej predstavljal, kako se pač vnesete prezentacije. Se pravi, tukaj imate en generičen model, tak, kot je vsak model z modelirnikom že ena taka hiška. Lahko gremo pod. Zdaj je malo tripičih predavamo, tako da bom jaz kar še nazadnje prezentacijo. Se pravičujem. Malo gre na robe, krepka, ne bi tega. Pa bi bom kar tukaj naprej predstavil. Podatki v knjižnici za Urbanske. Tukaj imamo različne podatke o specifičnih samih opisih materiala, koliko vode zadrži. Potem imamo tudi upisane vse podatke iz tehničnih listov, se pravi ne samo tistih osnovnih, pa tudi dejansko vse skupno zasičeno težo, skupno suho težo celotnega sistema zelene strehe in vse ostale podatke. Se pravi, tukaj dejansko samo s kopiranjem enega objekta iz njih knjižnice, ki ga potem projekta svoj projekt zbita vse tih podatke že avtomatsko. Sama uporaba, ki sem nas hotel demonstrirati, da žal ni delala, je zelo enostavna, če ga zapičem sestav, navadno posade razpravljanje, posade slike, ker pa samo značni kopirate projekta svoj projekt. Če je pa za uvoz celotne knjižnice, prav vseh materialov, ki sem aparat, je dokaz knjižnic, z grup in praktično samo to, se jih verjam, da se jih popolnoma povesti govorimo. V glavnem, tukaj omenim še to, da smo trenutno v fazi posodabljanja knjižnic. Uvedli smo novo kategorijo, to je že naš direktor povedal, sicer
Tools vezijo tudi na področju imenovanja, tako da trenutno ravno pozdravljamo ta asortiment, ker so se spremenili tudi določena imena. Uvajamo tudi knjižnice za tehnične izolacije, to sicer bolj pride upoštev za strojne inštalaterje, se pravi za izolacijo sledi in ostalih, kanalov. Poleg tega je še omenjeno, da tudi naši partnerski podjetje Knauf Gips Ljubljana tudi ravno pred tem, da izda svoje slovenske knjižnice svojih predmetnih stem 212, 213 slučajnih svetov in ostalih konstrukcij. Trenutno smo imeli samo izolacije, zdaj pa naši kolegi so tudi slovenske svetov, da se te knjižnice seveda prirejene slovenske svetov. Tudi da še povabil, da na hodniku si lahko vzamete USB kartice, 16 knjiga, so velike, ki so potvora, ker so te naše knjižnice že naložene, je pa na njih še dovolj prostora, da jih upravljate tudi za vlastno rado. Toliko od mene, se še enkrat počujem, da se ni predala, da želijo se vam samo. Hvala. Dobro, tako je kratko vprašanje. Zdaj, mi v Hermesu si želimo veliko knjižnic, pa veliko projektov. Ampak kako ste se vi tega lotili, koliko časa je trajal ta proces, kateri se srečujemo s izdelavci, ki poskušajo, začenjajo, so v fazi, koliko časa je trajal ta proces, ali se začetka, da se vršni prvih takšnih produktov, pripravljati za to vprašanje. Super vprašanje, ker smo bili eni prvih tudi na slovenskem trgu s enega izdelavcev zadnjih materialov, ki smo se tega lotili. Tako da jaz osebno sem najprej navezal stik z Spiloma, pa CGS-om. Oni Spilone so distributer za arhitektski finančni pot, CGS za Autodesk Revit. Pa smo imeli kar nekaj sestankov, Matjaž, da smo si dogovorili, kaj je, kako bi bilo najbolj enostavno, da najbolj optimalen način to pripraviti, da ne bi bilo več kompliciran, pa preveč brez vize, po domač povedano. Tako da mislim, da je trajalo se skupaj še letno, ampak mislim, da Matjaž lahko pripravila za naslednje primere, ki so prišli za nami, konkurente ali partnere, kako jim rečemo, in bi tako se pomišljeno hitrejši, ki je ena velika platforma, da je bila že znana, da se potem lahko. Moram samo še to omeniti, tukaj v Sloveniji imamo zelo dobre strokovnjake, kar se tega tiče pa tehničnih podporoč, sploh stališča Pilona in CGS-a. Smo tudi nekaj popraševali v tujini, ker smo v enem takim mednarodnem vzorci, so tudi mednarodni firme, ki se prav s tem ukvarjajo in želijo tega. Moram reči, da odzivni časi so tudi tam neprimerno daljši, pa tudi cena tega primerno večja. Če se do tega